Ne vejo, da obstaja ta opcija, nekdo, ki jih mogoče malo bolje pozna kot nek standardni psihologi, ki niti ne poznajo medija. Ne? Ja, meni je rekel pač že mentor pri YouTubeu, da zdaj, ko bom imela to predstavitev Portorožu, najprej povem, kaj so YouTuberi, pa kakšne zvrsti. Pač zaradi tega, ker pač moj mentor je rekel, da psihologi tle manj spimo. Medtem, ko gre tehnologija naprej, mi ne raziskujemo skoraj nič. In ko sem jaz to raziskavo v YouTubeu, nisem najdla skoraj nobenega članka. Zdaj jih je že več. Torej nihče niti ne raziskuje v smislu znanstvenih člankov. Tega. Ja, kadar jaz iščem znanstvene članke, jih je zelo malo. Ponovno so tu kakšni Japonci, ki grejo v Ameriko študirati, pa naredijo neko raziskavo. YouTube, ki je ameriški IP. Problem je, jaz sem iskala prav specifično mladostniki YouTube in jih je bilo res malo. In če daš parasocialne odnose, je tudi problem najti. Zdaj jih je več. Zanimivo, ker toliko video obstaja na samem YouTubeu glede tega problema. Ampak se nekako je logično, ker to je relativno mlad pojav. Ne? Ja, je. Tudi raziskovanje. Večina raziskujejo tako, odpreš video in pol šteješ, kolikrat se omeni Coca-Cola v enem videu. To so tudi te psihološke analize. Marketing zanima, ne psihologe pa smo res zaspali. Vem, da ena moja sošolka ali par raziskujejo na videoigrah. In se pač konča, večino zanimajo drugi pojavi, vrednote, možgani. Ja. Po eni strani je jasno, ker tehnologija je stara mogoče 10-15 let, ker pomeni, da psihologi, ki so bili že diplomirani v tem času, mogoče jih raziskava tega medija ne bo niti zanimala. Tisti, ki pa prihajajo za njimi, se pravi, ki dejansko uporabljajo ta medij, še niso diplomirani, niso še izvedenci na tem področju, torej mora preteč nek čas, ko bojo diplomirali, ko bodo se dost naužili pač tega, preučili dost gradiva, da bojo lahko izvedenci za YouTube, a ne? Šele potem bojo prišli vsi ti članki, se pravi, mislim, da je še samo, ko bodo takrat prišli, YouTube sploh ne več, ker tehnologija tako hudo se spreminja. Ampak zelo mogoče bojo takrat dali spet nek dežnik YouTube pod, kategorijo socialnih medijev, kogarkoli. Vse kik na koncu. Zato mi raziskajemo tako, da damo malo širše. Jaz bom to upeljal, da so tu vsi influencerji, vse podobno je. Smiselno. Na YouTuberih sicer raziskujem, ker so bližje otrokom in njihovim staršem, bolj kot TikTok. In pač nasplošno velja za večino influencerjev itak. Pa vsak želi biti influencer. Dejansko, želijo biti, starši pa ne govorijo, da ne, to pa ne. To ne smete tega, ne. Je bilo kako vprašanje, da gledajo, kak je njihov status v šoli, samo zaradi tega, koliko lajkov imajo, koliko followerjev imajo? Ne, jaz sem vprašal tudi, če kakšen merch ima od YouTuberja, če je bolj popularen, to ima niti... Tem otrokom, tem otrokom je bolj, ko sem jih jaz spraševala, pomembna, ne vem, ali igre v zunaj, video igre igrajo, pa nogomet, pa to, ampak oni si pred sabo bomo YouTuberjem kaj posneli, sam so starši od zadu ne dovolijo, eni tudi nima še telefona svojega, pa računa, ne. Ampak ideja je v njihovi glavi. Ideja je, ker gledajo YouTuberje, vse tudi moja, ne. To je tako enostavno, ne, to lahko vsak naredi, to lahko vsak uspe, si misli. To si oni misli, ti mladostniki, ki sem spraševala, pa se že zavedajo, da ni tako lahko. Da vejo že tam sedeti in to in snemaš celo svoje življenje.